Ja, tedaj so nas gostje oziroma domačini vrnili v igro z zgrešenimi prostimi meti. Ja, mislim, da so tle celo ponavljali proste mete in so potem še dvakrat zgrešili, ne. Dobili, oziroma dali smo koš, Joksimović dobro prečital, dal koš, ampak potem v 4 sekundah v bistvu težko bi rekel, kaj so tle naredili narobe, ne. Verjetno je bil dogovor, da prevzamejo, Salin je malo zamudil, ne pri prevzemanju, ampak njegov igralec ga je presenetil. Prišlo do te situacije. To so normalne igralne situacije, ki se dogajajo na tekmah v teh sekundah. Ne, treba je vedeti, da nikoli ne veš, kaj bo nasprotnik pripravil, lahko samo predvidevaš in včasih se ti predvidevanje izteče, včasih pa tudi ne. Ampak to je bil samo en zadnji napad, tako se je vse skupaj začelo 13. oktobra v tretjem kolu ABA lige. Že čez teden dni podobna zgodba. Zadnja minuta tekme proti Crveni zvezdi. Tole je ponudilo povišanje vodstva. Ja, tlele je mogoče bilo tudi, glede na, da je bil rezultat točko za Olimpije in da so imeli še cel napad, morda bi bilo tudi smotrno zaustaviti. No, ampak v teh situacijah igralci tudi nimajo toliko časa niti pogledati na uro, igra jih potegne, začutijo, da bi morda lahko dosegli koš, povečali prednost. Potem na koncu je pa seveda zaključil igralec, ki verjetno, če bi ga trener zbiral, ne bi bil tak, da pride do zadnjega meta. Tudi njegova statistika v letošnji sezoni ni takšna, da bi si ga želeli imeti v zadnji sekundi pri žogi. Bil je pa popolnoma sam, tako da tle ni bila stvar dogovor, to je igralna situacija pripeljala do tega. Ampak takole so trenirali za Podgorico. In ko je potem Olimpija v 7. poskusu prišla do zmage v ABA ligi, se je s tekmo Evropskega pokala odprla serija napetih zaključkov, ki jim še vedno traja, najprej proti Parizu. Ja, pri Parizu je bila ena res totalno nelogična situacija, ker so najprej Parižani delovali, kot da sploh ne igrajo na zmago, ampak so čakali, da mine tekma, čeprav so zaostajali za 5 točk in potem pa v zadnjih 8 sekundah se je pa dogajalo vse živo. Ja, tudi Olimpija je delovala sedaj podobno. Ja. Kdo je izvajal out? Ja, prvič to, drugič niso imeli več minute odmora, tako da ni bil možen dogovor. Drugo pa je Salin naredil eno tako dost naivno napako preko glave, dolga lobana podaja, tako da da možnost nasprotniku, da pride do presekane žoge in ponavadi že vnaprej veš, ta žoga gre noter. Tudi jaz, ko sem ta prenos gledal, še prednji igralec sprejel žogo, sem imel občutek, da bo šla skozi obroč. Olimpija je to tekmo podaljšku dobila in po njej odšla na znamenito srečanje v Podgorico. 4 sekunde in 70 do konca. -1 za Olimpijo, Čapin je imel 2 prosta meta. Obakrat zgrešil. Potem v bistvu ena popolnoma ponesrečena podaja Omića, ampak in na koncu koš Vladovića, za katerega sem prepričan, da ga bomo še leta dolgo gledali v raznih najavnih špicah ali pa v kakšnih rubrikah, saj ni res, pa je ali podobno. Definitivno spektakularen koš. Malo sem takšnih videl v svoji karieri. Nič netreniranega, brez neke prave taktike. Če bi mu dal še 20 poskusov tole narediti, vprašanje, če bi se približal obroču v teh poskusih. V Črni Gori je šlo res na tesno, bolj prepričljivi so bili na to v italijanskem Verezeju. Pol minute pred koncem lovili so zaostanek 2 točk. Najprej akcija za Gailiusa. Ja, Gailius na tej tekmi bil najboljši posameznik in je bilo na nek način logično, da igrajo na njega. Pač zgrešil met, dobro se preigral pozicijo, ampak to je pa spet ena velika neumnost nasprotnika. Če smo prej rekli, da je na eni od tekm Salin bil nespreten, je bila tle res velika neumnost, ker je bilo samo še 10 sekund do konca. Italijani so imeli prednost 2 točk. Obranili so napad, to pomeni, lahko samo počakajo, da se izteče čas ali pa da bo Olimpija naredila osebno napako. In tista podaja preko celega igrišča sigurno šla na roke
na roke Olimpiji. Pa še potem v zaključku so imeli malo sreče, ker so Italijani imeli še 4 sekunde do konca in bi lahko šel, mislim, da je bil Ere pri žogi, bi lahko šel v prodor, ne, pa je kljub temu metal trojko. Ne. Tako da je na tej tekmi in na tisti v Podgorici definitivno sreča bila na strani, vsaj kar se teh zadnjih napad tiče na strani Olimpije. Po seriji skupno 4 zmag pa je potem prišel še sobotni obračun s Cedevitom, znova negotov do konca. To so zadnje sekunde rednega dela srečanja, ko Olimpiji tokrat tekme še ni uspelo spraviti pod streho, no sedaj pa smo že v podaljšku. Ja, tle je bila že razlika 5 točk in v bistvu Cedevita tudi ni več igrala obrambo, no, ampak v regularnem delu tekme je pač bila žoga pri pravem igralcu. Gajlius se definitivno potrdil kot igralec, pri katerem bi želeli, da je žoga, kadar mora zaključiti zadnji napad. Žoga je bila pri njemu, zdaj zakaj se ni odločil za samostojno akcijo, zakaj je podal slabo podajo do Drobnjaka, to sve v tistih situaciji zelo težko reagirati vedno pravilno. Ne. V vsakem primeru, če potegneš neko črto na nekem daljšem obdobju, se tiste tekme, kjer si imel smolo pri teh zadnjih metrih in tiste tekme, kjer si imel srečo pri teh zadnjih metrih, se nekako izenačijo. Ne. In ne moreš reči, da imajo nekateri stalno srečo, nekateri pa stalno smolo. Zdaj, če govorimo o teh slučajnih zadevah. Ne. Je pa res, da so nekateri igralci individualno kvalitetnejši in bojo znali te situacije bolje reševati kot pa drugi. Morda bi bilo kaj drugače, če ne bi na vsaki tekmi v povprečju zgrešili 10 prostih metov, pa čeprav tudi nasprotniki so nam šli zgrešenimi prostimi meti na roko, ne? Ponavadi gledamo svoje napake, ne, in rečemo, ja, če bi mi zadeli, bi pa bilo to drugače. Ne. Pozabimo na to, kaj nasprotnik dela. Tle smo tudi videli, tudi nasprotniki delajo neumnosti. Ne. Velikokrat smo razpravljali o tem, da samo naše ekipe ali reprezentance ali naši klubi izgubljajo na takšen način. Ni res. Tudi drugi izgubljajo, ampak težave nasprotnikov nas bolj malo brigajo in hitro pozabimo na njih. Ne. Je pa res, da če konstantno v eni sezoni tako slabo mečeš proste mete, kot jih Olimpija v tej sezoni meče, ne, in če tako na tesen način izgubljaš kar nekaj tekem, se seveda takoj postavi vprašanje, kaj bi bilo, če bi bili proste meti boljši. Ne. Hvala, Zoran, se vidimo v sredo v Stožicah. Velja.